Spoštovani in dragi gledalci, naša splošna oddaja Dober dan, dobri ljudje. Lotevamo se različnih tem, srečujemo različne ljudi in tudi za vas, dobri ljudje, pripravljamo oddajo, kjer se informirate, kjer zveste nekaj novega in kjer tudi utrjujemo skupno vero v našega Jezusa in tudi v Boga stvarnika, kako pravi Jezus. Danes gostimo zanimivega gosta, magistra Branka Cestnika. Branko, lepo pozdravljen. Ti si lepo pozdravljen. Župnik, obenem si odgovorni urednik revije Cerkev danes, bivše Cerkev v sedanjem svetu. Tako je. Obenem pa tudi sodeluješ z družino, imaš na internetni strani svoj blog. Tako. In tudi uvodničarske misli, ali kakorkoli. Pri družini, enkrat mesečno približno. Enkrat mesečno. Torej si tudi znana oseba, na drugih televizijah si že bil, na naši še ne, tako da smo veseli, da te imamo in te kar pozdravim z enim bratskim stiskom roke. Hvala. Branko, dobrodošel. Sem si že malo podoben, sam sebi rečem, da sem kot pleve, ki se vse posod pojavlja, ne? Branko, ti si teolog in se zanimaš v tem času še posebej v zvezi tudi s tem referendumom, ki ga bomo imeli v Sloveniji. Se zanimaš tudi z teološkega vidika za to tematiko, se pravi homoseksualcev, katoliškega nauka in vse te problemi, ki sodeluješ na različnih mizah z aktivisti LGBT ali LGBT. In danes sem slišal tudi, da je Q še zraven, ne? Da tisti, ki bi rekel, še bolj hitro spreminjajo spol, ti so pa potem Q, recimo. Torej, jaz sem imel pred časom en pogovor z enim tako osebni, pastoralni pogovor z enim transvestitom, če sem prav rekel. Transvestit, ki spreminja svoj spol, oziroma on se oblači moškega spola, recimo, če rečemo, in se on oblači v žensko. Pravi, da se tako najboljše počuti, ne? In v tem sem, bi rekel, na nek način se mi je zelo bogata pogovor z njim. Bil je iskren, da sem se pogovarjala in sem v njem videl pač človeka, ki ima svoje probleme, tudi s tem svojim oblačenjem, svojimi željami, ne čuti se najbolj sprejetega, ampak imel sem do njega sočutje, razumevanje. Seveda zdaj ne bi mogel reči, da bi popolnoma se strinjal z njim, ne? Vsekakor pa ga spoštujem. Torej, kakšen je nauk katoliški, kakšno je stališče katoliške cerkve do homoseksualcev ali transvestitov, ki se preoblačijo ali če mogoče spremenijo svoj spol, kakšen je razodeti nauk, mi verjamemo od Boga, razumljen v teologiji cerkve, kakšno stališče imajo katoličani, katoliški nauk do teh oseb, do teh ljudi. Tako, ja. Če končam tam, kjer si ti, oziroma tam začnem, kjer si ti končal, spoštovanje do vseh oseb, ne. To je tudi zapisano v katekizmu katoliške cerkve 2358. Sprejemati jih je treba s spoštovanjem, sočutjem in obzirnostjo, ne. Kakorkoli cerkev ima eno svojo izoblikovano stališče, ki ni samo njene, ampak je dano od Boga, je tudi razodeto, ne, je treba vsakorega človeka sprejemati. Zlasti pa ljudi, ki so recimo preganjani ali pa ki niso sprejeti v družbi, ki jih drugi zaničujejo, pretepajo, ne. In zgodovina homoseksualnosti je v veliki meri tudi ta zgodovina. Vemo, da med drugo svetovno vojno je eden izmed razlogov za deportacijo bila istospolna usmerjenost, ne. To je pač, so nacisti deportirali v taborišča homoseksualce. Homoseksualce so... Danes so zelo zaničevani v islamskih deželah. V islamskih deželah. Tam je smrt. Ja.
kazen za homoseksualnost. Tudi nekatere komunistične revolucije, recimo, en zelo malo znani podatek je, da kubanska komunistična revolucija, Kuba, z Fidelom Castrom in Che Guevaro, slavnim Che Guevaro, ki je ikona levice svetovne še vedno, ne, na čelo prevzgala homoseksualce v za njih narejenih taboriščih. Che Guevara, veliki, in Fidel Castro, levičarja, komunista, sta prevzgajala homoseksualce. Pač kot ostanek neke dekadentnega imperializma, tako so to nekako interpretirali. Ne. Hočem vedeti, da imajo ti ljudje za sabo tudi eno travmo in tega. In cerkev dela na tem, da ne bi bila ona tisti dodatni vzrok te traumatiziranosti in te stigmatizacije, te označbe, ki jo nosijo na sebi. Ne. In tudi mi duhovniki, recimo, če opaziš v skupini otroka, fantka, ki ima kakšne bolj feminizirane geste, ne, in ga začnejo tam pri 10-11 letih drugi fantje že odrivati, pa že prej, ampak potem pa še bolj, ga moraš ti zaščititi pred njimi, ne, to je jasno. Torej, obzirnost, spoštovanje, zaščita, ko je potrebno, ampak ne na račun resnice. Ne. Mi imamo jasen nauk, da je namen spolnosti rojevanje otrok. In če je namen spolnosti, poleg izkazovanja medsebojne nežnosti, torej, kot pravi Drugi Vatikanski koncil, še vedno, torej, tisti primarni namen je rojevanje otrok, in ta namen si delimo skupaj z živalmi, ki so tudi dvospolne, ne? V glavnem vse razvite živalske vrste so dvospolne, bomo pri tem vztrajali, to je po naravni poti in še po razodeti poti, ker na začetku Svetega pisma eden prvih stavkov je in Bog je ustvaril človeka, moža in ženo je ustvaril. Ne. Tako da mi tu ne moramo odstopati, nočemo odstopati. Ne. In ne bomo homoseksualnosti priznali kot ideal Boga, človeka ali pa kot ideal, na katerem se naj ustanovi družina. Ne. Če tudi nas bodo potem imeli, seveda, da jih žalimo, da jih zaničujemo, da je naša drža vzrok njihove trpljenja, tudi psihičnega, ne, ker se počutijo strani cerkve. Cerkev je pač ena simbolna inštitucija, predstavlja Boga, ne, in potem ti dobiš pečat od božjih predstavnikov in tisti, ki so malo verni, jih to boli. Ne. Skratka, tu smo tudi mi malo v dilemi. Ne? Po eni strani si poklican k sočutju in tudi kot duhovnik si poklican, da si duhovnik vseh, ne? Tudi tistih, s katerimi se ideološko ne strinjaš. Po drugi strani pa si poklican, da braniš resnico, ne? Da jo oznanjaš in podobno. Ne? Tako da katoliški nauk je torej tu zelo preprost, deli homoseksualno nagnjenje in homoseksualno življenje ali homoseksualno spolno življenje. Homoseksualno nagnjenje še ni moralno sporno. Ne? Ne, ta rožica na mizi ni moralno sporna. Če pa jaz vržem nekomu v glavo, pa sem jo uporabil v zle namene. Ne? Samo nagnjenje še torej ni moralno sporno in mnogi ga imajo, živijo z njim in gredo. Postane pa moralno vprašljivo, ko začnejo to homoseksualne razmerje živeti. In mi takrat po našem tradicionalnem nauku pravimo, da kršijo čistost, kateri smo vsi kristjani poklicani. Tudi tisti, ki so poročeni, imajo eno obliko zakonske čistosti. Ne. In tudi homoseksualnost, poglavje homoseksualnosti v katekizmu katoliške cerkve, zanimivo, naslovljeno kot čistost in homoseksualnost. Ne? Te 3 točke so pod poglavje čistosti. Čistost in homoseksualnost. Ja, to je, ne, torej, in tu potem prihaja tisto, kjer potem je naša drža pač, da rečemo, evo, to pa je greh. Ne? Seveda, zdaj pa tu so takoj veliki spopadi z sodobno miselnostjo, ki prvič, kaj je resnica? Oni nimajo da obstaja resnica, kaj šele razodete resnice. Drugič, kaj je greh? Ne? To je naša govorica. To je naša govorica. In dejansko sem razmišljal o tem, da velja še vedno tisto staro pravilo, ne? Da je neka filozofija,
tista misel, pogled na svet, je tisti, ki potem določa recimo zakone ali pa življenje v državi in tako naprej. Mi, zahodni svet je izgubil neko filozofijo. Nimamo več katoliškega pogleda, ne? Ampak imamo zaenkrat še vedno zakonik, imamo ustavo. Ne? In zaenkrat se še vse po ustavi teče, ki pa je bila nekoč na teh starih vrednotah ustava narejena in zdaj rečemo, ja, kršil je zakon, kršil je ono, ampak noter v zakonom sedanjem so še pogledi na svet. Je še stara filozofija. Tako, ja. Ampak mi pa zdaj, recimo zdaj pa seveda moderni filozofi to malo drugače pogledajo, ni več zdaj moške, zdaj kaj je resnica, tako naprej, to je samo to, ne, to je stvar, da se priučiš in potem pride do teh sprememb v misli, ne, pravi so filozofije le na dnu ali pa teologija, če hočeš. Tako, ja. Potem pride komaj življenje. Zdaj so te nove teorije, recimo teorija spola in zdaj pa, ker je tu teorija spola, bomo mi spremenili zakonodajo, ne. Pravi, če se bomo še nekaj naučili zdaj pri tem referendumu, pa pri vseh tem dogajanju, ki se zdaj nam dogaja v naši družbi, je tudi to, kako pomembna je filozofija, ne? Ko včasih rečemo, filozofi blodijo, pa ko smo študirali tudi za duhovniki, kaj rabimo mi še filozofijo vedeti, ne? Ampak zdaj pa vidimo dejansko, kako na dolgi rok filozofija prej ali slej postane politika. Postane nekaj, kar pride v tvojo kuhno, v tvojo šolo, ne? In tu je z tole relativistično filozofijo, z nihilizmom, z eksistencializmom, ki ne priznava bistva človeka, človek si sam določa svoje bistvo, z novimi oblikami marksizma, ki frankfurtska šola, ko so razglasili, da pač je treba človeka odrešiti od vseh spon, tudi notranjih, kulturnih spon, ne samo onih socialnih, delavskih, ali ki jih je navrgal kapitalizem. Ali pa recimo filozofija popolne nezainteresiranosti za resnico, samo materializem, pa uživanje, recimo živimo pač, ne. Ta teorija spola je eden izmed sestavnih delov je tudi potrošniška družba, ne. Pa ta miselnost, da pač jaz to, kar mi paše, to sem, to vzamem, to ne, in tako. Tako veliko stvari pride skupaj, da smo prišli zdaj do tega, ne. In zanimivo, ko se zdaj malo pogovarjal, sem se z predstavniki, vsaj jaz jih imam za predstavnike te teorije spola, oni sami sebe nimajo za predstavnike teorije spola, nimajo tako oblikovano pogleda, kot ga mi vidimo, da ga zastopajo, ne. Še nimajo tako, ta teorija spola v veliki meri smo jo mi dali v knjige katoličani, ne, katoliški misleci, ker smo zelo dobro analizirali in opazovali vsa ta gibanja, ki so. Ne. Ja. Se pravi, potem bi morali, na primer, aktivisti LGBT bolj študirati to, kar pravzaprav zastopajo. Včasih bi pričakoval, da se oni sami ne zavedajo svojih filozofskih ozadij, na podlagi katerih delujejo. Ne. Zanimivo mi je to bilo, ko sem malo razmišljal, da dejansko večina levih strank, recimo političnih, ker stranka je pač neko prepričanje, zopet smo v začetku filozofije, eno pogled na svet, eno vrednotenje, ne, se to potem organizira v neko socialno, skupnost, tvorbo in potem zagovarja ta stališča in se potem organizira v stranko in deluje med ljudmi, recimo, ne. Torej, če imenujemo leve, zdaj, odkot ta leva ali desna pač izvira, ampak one zagovarjajo ravno vse te stvari, kot so zdaj, recimo, homoseksualne enakopravnost. Eden je rekel v Sloveniji, da gre za progresivne, oziroma da tisti, ki zagovarjajo odnos torej med moškim in žensko, da je to konzervativno zagovarjanje, ne. Odnos med moškim in žensko, da ono je potem bolj napredno, ne. Zagovarjanje. Se pravi, vse te leve stranke po vsem svetu, kako tudi demokrati v Ameriki ali pa drugo, zagovarjajo, bi rekel, splav, evtanazijo, potem to neko popolno, bi rekel, relativizem glede spolnosti, ne. Potem, naprimer, zdaj v tem trenutku tudi popolno neko Evropo brez meja, se pravi nobenih meja za begunce in podobno. Nacionalne identitete skoraj ni več, ne. In recimo zdaj, če že izhajamo iz komunizma, ki je neke vrste leva, kar ne želim biti zato nekako politično, da želim samo razmišljati tudi v smeri evangelija, ne. So pa tudi bili nekako proti Bogu, proti Božjemu nauku, opis za ljudstvo, ne. Mislim, če gledam evangelijo,
naj me oprostijo, pa ne mislim direktno, ampak pač razmišljam, imamo mi na evangeliju levo stran, pa desno stran, pravi Jezus, ne. In zdaj tisti, ki so na levi strani, pravi, da ne bo ravno najboljše za njih. Ne govorim politično, ne, ampak govorim glede na stališča, zanimivo, ker je nekako z našim evangelijem skupaj, ne. Pač, tudi to je eno vprašanje, kaj se je zgodilo s svetovno levico, ne. Vesel sem, da smo v slovenščino prevedli knjigo Nova levica in krščanstvo dveh španskih avtorjev in ta knjiga je kar uspešno bila sprejeta, tudi polemično so jo sprejeli na levi strani, ne, v kateri je ravno to razloženo, ta veliki premik. Če povem tako na kratko po domače, levica je doživela zgodovinski fiasko, ker je kapitalizem premagal socializem. Njene teorije o osvoboditvi delavskega razreda in o delavskem razredu kot o avantgardi novih časov so padle v vodo. Kapitalizem je delavcem na koncu dal več, kot jim dal socializem. Danes povprečen delavec, govorim o enem mlajšem upokojencu, ki je malo prešparal, ko je začel iti v penzijo, lahko gre na križarjenje. Tega v socializmu ni bilo možno. Kapitalizem pa to dal. Križarjenje, ki je včasih bilo v domeni aristokracije, ne? Hočem povedati. Danes vsi križarjejo. Vsi se vozijo okoli po svetu. Po celem svetu se pa ljudje... Poceni avioni se prepeljamo, ampak to je kapitalistična miselnost, da imamo nizkocenovne lete. To je tekma naredila, ne? Svobodni trg. Torej, kapitalizem je zmagal. In zdaj velika frustracija levice. Potem levica zagovarja pač socialno državo in socialno-demokratske ideje, ki so potem nekje njen domet, ne, kjer še ona deluje. In tudi te ideje so dobre, marsikatere so blizu krščanstvu, mislite na uboge in podobno, ne. Slovensko katolištvo ima tudi dolgo tradicijo te socialne miselnosti. Pa Grmiča, pa teologijo osvoboditve, recimo. Ampak še prej pa Kreka, ne. Krek je dejansko prvi, ki je začel socializmu resno razmišljati v Sloveniji, čeprav tisto, kar je on imenoval socializem, bi danes bila bolj neka krščanska demokracija, ne. Torej, in kaj se zdaj zgodi? Levica doživi neki fiasko, neko frustracijo in toliko bolj zagrabi te ideje, ki so bile tudi že prej prisotne v njej, ne. Češ, da je družina, pri Engelsu imamo to, češ, da je družina tudi ena zaviralka razvoja, svobode, osvoboditve človeka in podobno. Zdaj toliko bolj zagrabi te ideje. Ideje seksualne revolucije vzame za svoje. Ideje feminizma. Feminizem se rodi kot ena izmed krščanskih ali pa parakrščanskih stvarnosti, neko gibanje žena, ki so hodile še v cerkev pred 100 leti, ne. Potem pa počasi gre skoraj zdaj v skrajno levičarstvo in ta feminizem, ki zdaj nastopa, je res že skoraj da nasilno levičarstvo. Skrajno levičarstvo, recimo ta skupina Femen, ki skačejo gor po oltarjih nage, na pol nage in napadajo, ne, podobno, ne. Torej, zdi se, ne, da je pač levica zdaj zagrabila za veliko ihto to, ne. Tudi slovensko levico, če opazujemo, ne, tudi tisto zmerno levico, ki jo predstavlja glavna stranka, Miro Cerar in njegova stranka, je zelo odločno zgrabila te ideje. Pa morda nismo to pričakovali, ampak razumem, ne, zaradi določene frustracije, kako bi rekel po domače, zdaj pa vem, kaj bi rad in bom zdaj pri tem šel do konca. Prej pa, ko nisem vedel, sem malo sem pa sam cinca. Zdaj pa vem, kaj bi rad. In zagrabijo in se hočejo zgodovino napisati kot nekako zelo napredne ljudje in podobno, ne. Malo tudi te mit napredka. Osvoboditelji človeka. Seveda, mislim, je treba o vsem razmišljati, ne, in tudi videti, se pravi, koliko je prav tu, ne. Dejansko gre dostikrat za neko zatiranje oziroma neko neenakopravnost, ne. In je prav tudi, da pristopimo, vse to je pravzaprav tudi naša krščanska drža, ne. Mi nekako izviramo iz drugih izvirov, ne, stališč. Eno vprašanje, recimo zdaj, ko imamo te razne cerkve, naprimer anglikanske cerkve, pa evangeličanske cerkve, pa tako naprej, ki pa so zdaj sprejele homoseksualnost kot popolnoma enako zdaj, ne, in imamo to znamenito škofinjo, mislim, da Štokholma, nadškofinjo, ki je rekla, da naj križe umaknejo v cerkvah, da bodo lahko begunci, se pravi, ali pa migranti, muslimani lahko molili, in dajo še smernica, ki je meka, ne, in da naj uporabijo jih za to. Se pravi, ona je torej lezbika, ne,
in je tako usmerjena. Potem imamo ameriškega anglikanskega nadškofa, ki mu je Obama tudi dal potem pravico, da je dal tisti blagoslov čez celo Ameriko, ne, ki pa se je zdaj menda od tega svojega partnera ali moža ali žena, ne vem, kako se oni to rečejo, se je ločil, ne, se pravi, da še narazen. Prej pa je bil poročen. Torej, zdaj imamo tudi cerkve krščanske, cerkve, ki sprejema to stališče. Te cerkve doživijo en veliki aplavz medijev svetovnih, ne, in svetovne politike. Aplavz gode, cerkve so na naslovnicah, so pohvaljene, začnejo mahati z primerom anglikancov, protestantov in rečejo, vi katoličani, gledajte, kak ste zadaj, ne. Kasnejša situacija znotraj teh cerkva pa pokaže eno erozijo vernosti in tudi števila vernikov, ne. Ravno v anglikanskem primeru... Ljudje pa niso toliko za to. V anglikanskem primeru doživijo potem razdor z svojim afriškim delom. Afriški anglikanci ponorijo, ko vidijo, da se tu pač pojavljajo deklarirani homoseksualci škofje, ne. Tako da je, ni to tako lepo, idilično v Rožicah, kot kaki telebajski, ne, kot kaki mediji hočejo to prikazati, ne. Znotraj teh cerkva se potem tudi začnejo napetosti in situacije. Mi vemo, koliko prestopov je v katoliško cerkev v Angliji v zadnjem času. Tudi duhovnikov. Tudi duhovnikov, ali pa bivši premier Tony Blair. Tony Blair, kaj je? Je prestopil v katolištvo. Ja? On je prestopil v katolištvo. Ja, počakal, da je odslužil, ne, in je prestopil v katoliško cerkev. Žena pa bila katolikinja že tako prej, ne. Torej, in zdaj imamo v Angliji situacijo, tudi zaradi priseljevanja, zlasti pa Poljakov katoliških, ne, da je prvič po več stoletij katoličanov, se pravi teh le nedeljskih ali pa aktivnih katoličanov, več kot pa protestantov ali pa anglikancev. To pa druga stran teh cerkva, ne, in tu pa so to medije potem, o tem se ne govori, ne. Recimo, zdi se mi izredno težko danes za enega preprostega človeka, da vse te stvari razume, da jih prav vrednoti, da se orientira v svetu, ali pa mladega človeka, ki mu šola recimo ne daje. Mi vemo, da praktično vzgoje v naši šoli ni, nimamo nobenega predmeta, recimo vzgoje, ne. Včasih je bila temelji socialistične morale, tam so bili partizani pridni, oni drugi pa so bili vsi grdi, ampak dobro, vse neko pobarvano stališče, neka orientacija, recimo, zdaj kakorkoli, ne. Partizanu so še, naprimer, živali prinesle hrano, pa kruha, pa tak naprej, ne, in tako, je neka idealizacija, ampak kot dobro, recimo, ne. A danes pa še tega več nimamo, ne. Zdaj pa vsak prepuščen sam sebi, ne vem, samo da te ne dobijo pri zakonu, ne, da te ne preganja policija, pa je že v redu. Se mi zdi zelo težko danes živeti ljudem in potem tudi mi nekako smo ravno nekako nismo najbolj sprejeti z našimi stališči. Ena zmeda vlada, ne? Ja. Pač relativizem je svoje naredil, permisivna vzgoja svoje naredila, ne? Zdaj zadnji trendi so, da permisivna vzgoja ni v redu, ne, in da moramo poiskati nekaj drugega. Pedagogi, pa te ženske revije, ko jih pregledaš malo, ne. Permisivna, torej... Ko vse dopuščaš. Ko vse dopuščaš, ne. Da to ni v redu. In da otrok ne more biti brez meja, ne. To je bila, zdaj so zadnja leta odkrili, da treba tudi otroku postavljati meje in podobno, ne. Ja, to se zdaj, hvala Bogu, začenja malo spreminjati, ne. Zdaj, ko začne voda v grlo teči, ne, tudi ta muslimanski pritisk ali pa pritisk beguncev na Evropo je pritisk, ki je dobrodošel v smislu, da se vprašaš o svoji identiteti, ne. Kaj si, kaj nisi, kaj te dela močnega in kaj te dela šibkega. Ta permisivna, mehka, pomehkužena vzgoja te ne more ojačati, ne. Tako da smo kar pred velikimi spremembami, ne, ki so pa lahko na koncu tudi v dobro, ne samo v slabo, ne smemo biti preveč pesimisti glede prihodnosti, ne. Torej imamo tudi referendum v Sloveniji in ta referendum bo prinesel neke spremembe, katere, se pravi, če bo zakon spremenjen, zakon o zakonskih razmerjih in družinskih razmerjih, če bo spremenjen, bo prinesel nekatere spremembe. Torej,
Katere spremembe bo prinesel? Zdaj imamo soočenje dveh teorij. Ko vprašaš tele predstavnike teh homoseksualnih gibanj ali istospolno usmerjenih, oni pravijo, da ne bo nobenih nevarnosti za normalno, klasično, tradicionalno ali kako je že imenuješ družino. Da samo njim, homoseksualcem, oni reče istospolno usmerjeni, ne? Torej, samo da je ista beseda. Ja, samo ima reče istospolno usmerjeni, ne? Ker se mi zdi bolj široka, ne? In zajame tudi neko čutenje, kar tudi se da sprejeti to, ne? Torej, da samo njim bo ena pravica priznana, ki je doslej niso imeli, ne, izenačiti od teh dveh skupnosti. In to je to. In da enega otroka, ki morda ga že tudi ima, ne, z kakšne druge zveze z žensko, tistega otroka zdaj bo ta vzela noter in bo lahko pač zapisan kot njun, posvojen nekako, pozakonjen, ne. Da to ni odzadaj neke posebne agende, tajnega plana, grand strategije za homoseksualizacijo družbe in podobno. Ne. Po drugi strani pa imamo drugo teorijo ali pa drugo videnje in tudi drugo izkušnjo, ki se opira na neke mednarodne izkušnje, kje so pa to že sprejeli, ne, ki pa kaže, da se ne ostavi pri enem zakončku in eni pravici. In da se tu pojavi pride do tega, kar je naš profesor moralne teologije Klaus Demer na Gregoriani rad rekel, ko smo ga vprašali malo o tem, zakaj smo katoličani tako trdi moralno na kakih stališčih, nekako malo popustili mogoče. Je rekel, če na jezu vidiš razpoko, moraš zagnati takoj alarm. Razpoka na jezu je konec jeza. Ne moraš reči, se je samo razpoka. Ne? Torej, mi pa vidimo tu zadnje, vidimo drugo dinamiko, da če mi dopustimo eno razpoko, bo se jez usul. In v najbolj črnem scenariju bo prišlo do ene poplave, do enega, tudi lahko celo do enega ideološkega nasilja znotraj slovenskega šolstva, znotraj javnih služb in preprečevanja verske svobode. Ne? Ker ti več ne boš smel reči, homoseksualnost je greh, to, kar pravi Svetopismo. Ali homoseksualni odnos je greh, spolni odnos je greh. Ne? In bo rekli, to ne smeš reči, to žališ, to se lahko kaznovati. Ker živiš v družbi, ja. Zakon to sankcionira. In mi imamo pač primere tudi pastorjev na Švedskem, v Kanadi, ki so bili zaprti. Zaradi tega, ker so samo razlagali to, kar se v tem pismu piše o homoseksualnosti. Ne? Tako da je tu ta igra. Upajmo v dobronamernost vseh akterjev. Ne? Kdorkoli bo zmagal. Ja, samo dobronamernost ali nedobronamernost, mi dva zdaj gremo čisto enostavno gledati posledice. Ne? Če bo zakon spremenjen, se pravi, gre za enakopravnost, za nekako priznanje homoseksualnega zakona kot zakonske zveze, ne? Ker je prej bila to različno. Se pravi, kaj bo zdaj to prineslo? Različnost, se pravi, spolov ne bo več, ali kako? To je ena stvar. Potem v šolah se bo učila, progresivno naprej. Šola se bo učila, potem v zakonodaji si rekel, se bo to sprejeto in tudi sankcionirano. Ja, to zdaj ne vemo, ne. To lahko predvidevamo, ker smo to videli. Dejstvo je to, gled, če imaš ti, naprimer, pred zakonom enako pravico, če te zakon ščiti, potem gre to vse posod. Potem gre to in šole, ker nisi v šolah, ker nisi. Zelo nevarno je, da država praktično, tudi morda se niti ne zavedajo politiki, da oni sprejemajo eno državno ideologijo, eno državno filozofijo pogleda na človeka, kjer je izničena njegova spolnost ali pa naravno dana spolna danost. No? In da to zelo globoko posega v definicijo človeka in v definicijo družine. Ne? In da tega morda niti ne vidijo, ampak seveda mi lahko logično sklepamo, kako bo to šlo naprej. Najprej bo se zgodila sprememba na ravni jezika. V uradnih dokumentih, se oni bo rekli, vi kar se kličete ata pa mami, vse to ni problem, ampak v uradnih dokumentih pa morate biti oseba 1, oseba 2, starš 1, starš 2. Mi smo katoličani.
Mi nismo po župi preplavali, mi točno vemo, kaj pomeni ena beseda, če jo spremeniš v enem dokumentu. Imeli smo koncile v zgodovini cerkve zaradi ene besede, Theotokos, Bogorodica recimo, ali pa homoousios, o Kristusu, enega bistva z očetom. Cel je koncil okrog ene besede in ker smo pravo besedo našli in jo postavili na pravo mesto, je krščanstvo preživelo in šlo naprej. Zdaj pa si zamislite, kaj se zgodi, če daš eno nepravo besedo na določeno mesto. In ukinjaš neko besedo, moški, ženska, ata, mama, mož, žena. To so besede, ki so globoko. To so dedek, babica. To so vse v naši globoki podzavesti. Zdaj pa bomo to začeli počasi. Najprej kar, se nič ni to tako posebnega. V uradnih dokumentih pač ne sme biti. Potem bo šlo naprej, potem na šolskih WC-jih več ne bo smelo biti fantovski, dekliški, ampak... To je smešno, da ne bo več spola, ne? Recimo Schwarzenegger, veliki Terminator, bi rekel taka ikona moškosti na nek način, mišičast, je bil senator v Kaliforniji. In on je rekel, da naj v ukaz je dal za šole, v državne šole, ker tam je pač oblast imel, da ne smejo več uporabljati oče in mama. V šolah se več ne uporablja oče in mama. Kaj pa? Pač starši, ali kazen, karkoli. In tudi ne več deček, deklica v šolah. To on dal zakon. To se je uvedlo, na osnovi te teorije. In potem tudi, da deklice, če se čutijo bolj fanti, lahko hodijo na fantovske WC-je, pač kaj zdaj, še vedno potem so bili fanti, deklice, vem. In potem tisti, ki pa se čutijo deklice, ki pa fanti bolj lahko grejo na fantovske, oziroma lahko se tuširajo tam z deklicami, ti deklice pa lahko s fanti, Se pravi, to je dejansko prišlo potem takoj v šole, Se pravi, ena stvar, In potem poznamo po drugot tudi, se pravi, da so bili preganjeni, kot praviš, da so bili zaprti, finančno, bi rekel, preganjeni oziroma sankcionirani pred zakonom, kdor ni tega. In te spremembe, se pravi, to potem bo še tudi z tega sveta tudi prihajajo pozitivne novice, da pa potem prije do neke reakcije, bodi si pri starših, ko se zbudijo, začnejo protestirati, začnejo pritiskati na oblast. Zdaj, ko se zakoni pripravljajo, se ne zavedajo, pa kar, to se nekaj, pa to se cerkev pa desnica nekaj zmišljuje. Potem, ko pa pride domov otrok z enim učbenikom, pa ko sem povedal, da so nekaj testirali tule, kakaj si in kaj si, to se pa začnejo bati, to pa vidijo, da je ta stvar resna in odreagirajo. In dostikrat tudi odreagirajo v političnem smislu, da potem pride neki drugi politik, ki pa da korak nazaj. Tudi v sami Španiji, Španija je šla med evropskimi deželami zelo hitro naprej za časa socialista Zapatera. Leta 2011 na predčasnih volitvah je on pogorel. In eden izmed razlogov, da je pogorel, je tudi ta, da je pretiraval v tej teoriji spola. In da so ljudje potem enostavno rekli, to ne more tako. In zanimivo, ko sem leta 2012 gledal eno oddajo, od takrat se je pripravljal referendum o družinskem zakoniku in v tisto oddajo so vključili enega analitika iz Španije, da je v živo povedal, kako je bilo to v Španiji za časa Zapatera. In tisti analitik je med drugim, ampak Španci zelo hitro govorijo, je med drugim rekel, in Zapatero je potem zapustil oblast tudi zaradi tega, ker je pretiraval. Tega stavka naša prevajalka ni prevedla. Da je pretiraval, v živo, ko je ga prevajala. Torej, tudi to je eno upanje, da potem, ko se malo zaletijo v neki zid, da jih začne glava boleti in da potem naredijo korak nazaj. Samo zdaj, če pomislim, dejansko na Švedskem so dali zakon, da 12-letni otroci lahko fizično spremenijo svoj spol. Medtem, ko imajo pravico do volitve, imajo pri 20-ih, pa pitje alkohola tudi pri 20-ih. Spol si bi lahko spremenijo pri 12-ih, ampak gre za to, da ti aktivisti, rečemo pač LGBTQ, imajo dovoljenje potem na osnovi tega zakona, da pridejo v šole in da tam potem iščejo tiste, ali pač jih učijo o tem, kako lahko spremenijo spol, da to je na osnovi te teorije spola. In verjetno se potem število teh otrok, ki so seveda zdaj, bi rekel, ravno v tistem nekem pubertetnem odločanju, raziskovanju, neka spolnost pač pride v njih, so lahko tu
na nek način žrtve, se mi zdi, takih poizkusov. Ne? Tako, ja. Ker to sem bral eno raziskavo, pravi, da tudi 85% teh otrok, ki recimo so imeli te malo dileme, v teh zgodnih letih pubertetnih, ne, potem jih to zgine, čez par let zgine, nima več tih dilema, ali kak je. Ne. In se mi zdi, da se bo število teh, ki jih zdaj praktično ni, se bo potem naraslo, ne, ker otročki so še... Ker bodo njihove pomisleki v spolu, ki jih v neki fazi razvoja imamo vsi, mogoče malo tak, ne, da si malo misliš, kaj če bi jaz bil punčka, kaj če bi jaz bil fantek, ne, to tudi malo domišljija, recimo. To se mi zdi, ideologija to bo žrtve velike, da veliko trpljenja, nekega nepotrebnega še. Ne? Ja, da ideologija to zagrabi, zlorabi in potencira in tak, ne, to je... Vse to so zelo globoka vprašanja. Ne? Eno vprašanje, ki še si jih komaj upamo odpreti, je dejansko psihoanaliza homoseksualnosti. Kaj se dogaja v njegovi globini, ne? Zakaj rabi on recimo potrditev cerkve, zakaj on rabi, rekel, jaz bom ateizmom živel po svoje, zakaj rabi potrditev državnega zakona, zakaj rabi se ubadati s cerkvijo, jo napadati, se z njo bojevati, ne? In kar naprej, vse bi lahko mimo nje živel, ne? To na neki globoki simbolni ravni, globoko podzavestno. Ja. Paradi ponosa je več verskih simbolov kot na telovski procesiji. Pa imaš tam enega Jezusa, pa nekoga, ki se v Marijo obleče, pa ne vem. Ja, res. Ne? To je že smešno, ne? No, pač vse jih človek razume, ampak zanimivo, da je več verskih simbolov. Ja, to je zanimivo, zakaj verske simbole tako zelo privlačijo te, ki bi mislili, da pač lahko živijo mimo vere. Ne? Tudi heavy metal je norel z verskimi simboli, skoraj ni bilo naslovnice, da ni bilo križa. Ne? Svoj čas je heavy metal crkno že skoraj da, ampak ima tisto fazo, ko smo mislili, da bo nam vso mladino pokvaril, ampak je potem crkno samo od sebe in nima neke posebne moči danes. Ne? Torej, in to je zanimivo, ne? Jaz se tu res vprašam, to gre za en taki podzavestni odnos do Boga. Ne? Občutek, da te je Bog zaznamoval, nekaj podzavestni občutek krivde, stalne stigme. Potem dokazovanje sprejetosti in podobno. In nekega tega borbe z Bogom, bojevanja z Bogom, hočem povedati na neki globoko simbolni ravni. Ampak to govorim bolj, da to je bolj področje še za raziskovati, kot pa dati neke trdna mnenja. No. Ja, Branko, lepo smo malo orisala stvari. Od časa se še spomnimo tega homoseksualnega duhovnika, ki je bil v posebni, bi rekel, vatikanski službi oziroma za nauk vere. Ja, monsignor Caramsa. Monsignor Caramsa. Ali Haramsa. Ja, Poljak. Ja, Italijani rečejo Caramsa, da se pa tudi vrati Haramsa. Ne? Ja, on je ravno pred začetkom sinode o družini hotel pač povedati svoje stališče, svojo potrebo, kakorkoli. In kaj se je pravzaprav z njim zgodilo? On je razglasil, da je homoseksualec in potem, koliko se spomnim, da ne more živeti brez spolnosti in pa, da bi si rad ustvaril družino, kaj nekaj takega, in da bi rad ostal duhovnik. Ne? To so bile njegove izjave, ali kako? Ja, tako nekako. To je naredil par dni pred začetkom sinode. Ja, seveda, namensko. Premišljeno, to se vidi, da v zadnje ni bil samo on, ampak tudi en aktivistični načrt. Naredil pred kamerami svetovnih medijev, rečem svetovnih, hočem reči CNN je poročal, ne? Naredil v Kolarju, jaz sem duhovnik, in v Kolarju potem tudi predstavil svojega partnerja, ki sta se objela in malo poljubila pred svetovnimi mediji. Ne? Obtožil cerkev homofobije, obtožil dikasterij, ta kongregacijo za nauk vere, katerem je on služboval, ki mu je kruh rezal, ta dikasterij. On je bil teolog. Teolog, tudi visoko je verjetno kakšen doktor. On je pisal teološke spise, ki so merodajni še danes za nas, bil zraven med pisci, ne, tistih v tem ozadju. Z namenom, vse to z namenom pritiska na sinodo, da bi spregovorila o homoseksualcih in da bi sprejela kakšna taka stališča, ki je bila zelo naklonjena tem istospolno usmerjenim. Obenem je potem seveda predstavil partnerja kot duhovnik še, ne?
in potem seveda vedel, da ga čaka kazen in je potem dejansko moral izstopiti. Ne. Ta aktivistična poteza, jaz jo imenujem aktivistična, ker se vidi neki plan zadaj, neka premišljenost, ne, je prinesla nasprotni učinek. Jaz sem drugi dan na Twitterju napisal, da so si ti homoseksualno usmerjeni aktivisti da so se ustrelili v koleno sami sebi. Škodovali sami sebi. Ker če kaj znamo v cerkvi, znamo prepoznavati zunanje pritiske na naš nauk. Ne? In če en pritisk tako jasen, da svetovni mediji poročajo o tem, pa pritiskajo nate, boš toliko bolj potenciral svojo obrambno držo. Končni rezultat sinode je, da v besedilo sinode, tem poročilo, ki so ga sinodalni očetje zapisali na koncu oktobra letos, 2015, torej ni homoseksualcev. Pa so bili na izredni sinodi pred enim letom ena prvih tem, top tema poleg ločencev. Poleg tega tudi papež je imel to izjavo, ki so mediji zagrabili, da kdo sem jaz, da bi obsojal homoseksualce, kar je seveda res. Nihče nima pravice obsojati. Prvi del stavka so pa vedno preskočijo. Če en homoseksualec išče Boga, kdo sem jaz, da bi ga... Tako je v celoti. Tako je. Nisem vedel, ker ni prišlo do mene. Ja, mediji to. No, in to so pričakovali ravno neki drugi odnos. Ja, da bi... Kar je tudi se kazalo, ker izredna sinoda, tista 2014 oktobra, je imela eno vmesno fazo, ko se je nekako kazalo, da bi lahko formulirala, da so homoseksualci pomemben člen katoliške skupnosti in da veliko doprinesejo za življenje cerkve. Ne? To bi bilo dejansko, da jih mi zelo tako ideološko bi rekel, jih kar privzdignemo. Seveda je to potem znotraj sinode doživelo reakcijo in potem je prišlo tisto končno poročilo, to se prva izredna sinoda v družini leta 2014, je potem govoril o homoseksualcih v skladu s tem naukom. Še enkrat pa nas pozove, da smo sočutni, da jih razumemo. Seveda, normalno. Ampak pove pa tudi, da ne moramo naše klasične družine postaviti na isto raven kot eno takšno zvezo. To je rekel prvi pripravljalni sinoda v prvem zaključnem poročilu. Ampak zdaj, ko smo v drugem pričakovali nadaljevanje te misli, pa drugo poročilo ali ta druga sinoda, nič. Nič. Edino tamle v 8. točki, imam tu sicer v italijanščini, v 8. točki govori o teoriji spola in jo označi kot nekaj nevarnega. Ne? Teorija spola kot nekaj nevarnega, torej ki spremlja ravno zdaj te zakone, vse posod. To sinodalni dokument. Cerkev obsoja na nek način oziroma opozarja na njo. Opozarja teorijo spola kot nekaj nevarnega. To je zanimiva informacija. Itak je Frančišek na svojem obisku v Neaplju, ko je šel v Neapelj, ne vem, zdaj, kad spomladi bil v Neaplju, je itak govoril, da je ta teorija ideološka kolonizacija, se pravi ideološki tujek, ki pride v tvoj svet, v naš svet, kot en kolonizator, ki domorodno ljudstvo preuredi po svoje, neki tujek. To je že Frančišek, ampak to mediji vedno preskočijo. Ko Frančišek spregovori o takih stvarih, to mediji avtomatsko preskočijo, tako da so zmenjeni, da kaj lahko, pa kaj ne o papežu Frančišku sporočati naprej. Skratka, če pri tem monsignoru Karamsi ostanemo, on je potem izstopil, šel je živeti s tem svojim partnerjem, ki je tu nekje iz Španije doma, zgodba je potihnila, učinka nekega velikega tu ni bilo. Počasi ima končala, pa vseeno, čisto na kratko, kaj je sinoda prinesla? Kaj je sinoda, kaj novega povedala ali ničesar? Je se splačalo vsem tem škofom v Rim za neko svetovanje samo ali razmišljanje ali je škoda denarja? Tudi, ker zdaj ta druga sinoda, ravno morda zaradi teh velikih medijskih pričakovanj in pritiskov od zunaj, je šla v obliko, bi rekel, klauzure skoraj, da ni veliko komunicirala, manj komunicirala, bolj previdno komunicirala z mediji. Tista velika nasprotja med nemškimi škofi, pa recimo kakimi bolj afriškimi škofi, tista velika nasprotja so se skrila, malo zgladila, in je
to zaključno poročilo, en tak je splošen dokument. No. Kar se meni zdi pomembno pri tem dokumentu je, da se bolj zavedamo stanja družin v celem svetu. Mi razmišljamo evropsko in mi mislimo, da so naši glavni problemi s pomočjo medijev pa še toliko bolj pač ločenci pa istospolno usmerjene osebe. Ne. To so za neke, to skoraj so nam ves čas medije pravili. Te pa pride afriški problem. Poligamija. Kaj zdaj? Eden postane katoličan, ima pa 4 žene. Pa ona tudi postane katoličanke. Kaj zdaj? Ne? Problem, ki je sploh pri nas. Potem družina in vojna. Družina in begunstvo. To tudi spada v družinsko pastoralo, družinsko problematiko. Ne? In tega zdaj ni malo v svetu. Družina in revščina. Stari starši v družini. Veliko teh tem se je odprlo. Ne? Tako da zdaj, ampak sinoda je posvetovalno telo in zdaj čakamo, kaj bo papež Frančišek naredil. Verjetno bo napisal eno possinodalno spodbudo, nekaj lepega o družini in družinski pastorali. Ne? Magister Branko Cesnik, hvala lepa. Bog te blagoslovi, vse dobro. Pridi še kaj. Vredo, srečno. Spoštovani dragi, hvala vam toliko za danes in vse dobro in mir s Bogom.